Najnovejšega novega plana, mislim, da imamo čast, da smo ga med prvimi v Dekaniji spoznali v Rovtah, da je prišel pa našega gospoda Janeza Petrič. Res hvala vsem, ki ste prišli in ste se odzvali povabilu. Bi pa mogoče nam danes, ki je na takem druženju gospod župan, mogoče on par besed nameni. Predsednik Karitasa, gospod Kavčič, hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, prvo lep pozdrav tudi v mojem imenu in seveda v imenu cele občine Rogatec. Zelo vesel sem, ko me je gospod Ronko povabil, kajti ljudje, ki ste v tretjem življenjskem obdobju, pa tudi tisti, ki imate malo težji križ, ste polne modrosti. Ne morete sicer fizično veliko več narediti, vendar pa lahko mlajšim pa svojimi izkušnjami in svojo modrostjo pa veliko prispevate boljšemu razvoju družbe in seveda tudi lepšemu, kvalitetnejšemu življenju. Danes smo slišali, da je zelo težko hoditi za Kristusom. Zakaj je ta pot težka? Kajte, če gremo za Kristusom, takrat moramo pozabiti na egoizem, na prevelika hrepenenja, želje, na jezo. Če hodimo za Kristusom, se moramo pa med sabo pogovarjati, tako doma v družini, med sosedi in se tudi sprejemati drugačne. V Logatcu imamo preko 40 različnih narodnosti, tako da smo Logatec odprta družba in skozi to nas tudi drugje po svetu spoznavajo. Ko so me zdaj spraševali, kako bo prišla v Logatec japonsko-švicarska firma, sicer še ni podpisana pogodba, se veliko krat delal, zato ker smo odprta družba. Mi se z njimi pogovarjamo že skoraj 2 leti. Tudi to, ko smo sprejeli begunce med sabo, je velik pečat. Dvakrat so bili v Logatcu tudi iz japonske ambasade, kjer imamo en športni klub, kjer trenirajo otroci aikido. To je borilna veščina, ki ni, da bi napadal, ampak z energijo nasprotnika ga lahko premagaš, tudi da sam sebe vrže. Skratka, želim vam povedati to, da zelo pomembno je, kakšen mir imamo mi v sebi in skozi ta mir se odziva ali pa odseva tudi v prostoru, kjer živimo. Prejšnjo soboto sem bil na vrhu Svetih treh kraljev, kjer je imel gospod Petrič mašo tudi za starostnike, za ljudi, ki so v tretjem življenjskem obdobju in je zelo lepo povedal. Pravi, dokler bodo pred spovednicam dolge vrste, takrat ne bo vrst pred bolnico. Kajti, ko mi svoje breme, ki ga imamo v duši, koliko sem naštel, jezo, pa da rečem v narekovajih, žlehnovo, damo iz sebe, takrat smo tudi telesno bolj zdravi. In Kristus predno je koga zdravil, ki ga je prej ta prvo duševno pripravil, da se je izpovedal, da je vse tiste svoje težke ali pa človeške navlako, ki je imel v sebi, dal od sebe. Tudi pater Pika v zdravlju ljudje je počel enako. Kaj želim s tem povedati? Da vsako tako srečanje, ki je danes zelo pomembno za to, da se med sabo pogovarjate, izmenjate svoje izkušnje in tudi, če bi vsak svoj križ odložil v kot, pa bi skušal najti lažjega, bi vsak vzel svojega. Kaj ti tega pozna, s tem zna živeti in tako tudi napreduje. Tudi, da rečem, na področju duhovnosti. Še nekaj bi rad poudaril. Danes govorimo, da smo zelo izterjana družba. Ampak zakaj do tega prihaja? Zato, ker smo včasih preveliki egoisti. Vi ste vsi starejši, ste v svoj krog sprejeli ta mladega, da tako rečem, ali pa tudi ta mlada. To jih je treba sprejeti širokimi rokami, z ljubeznijo, kajti samo v takem prijetnem okolju bo nova družina, ki nastaja, lahko kvalitetno zaživela in imela tudi tiste darove in tiste blagre in danosti, da bo lahko otrok, ki se bo rodil, ko bo v nekem prijetnem okolju zaživel, spoznal, kaj je kvaliteta življenja. V petek sem spremljal otroke v prvi razred, ki so dopolnili 6 let,
Do 6. leta je tisto obdobje, ko otrok dobi spoznanja, kaj ga čaka v svetu. Do 3 let ga ne vzgaja mamica, so svoje ljubeznijo, ko pa je otrok star 3 leta, takrat pa mora oče s svojo moškostjo, s svojo roko reči, tlele je meja in čez to mejo ne smeš iti. In v današnjem svetu je premalo moške energije, moške roke in moške besede. In zato je tudi naša družba tako padla. In naši otroci, ko so stari 25-30 let, to je vse pomehkuženo, zato ko ni navajen nobenega križa, nobene težave. Tudi predznajo starejše ljudi v dom za ostarele, samo da mladi lažje živijo. Če pa so vnuki in detki skupaj, pa ta vnuk spoznava, kaj je bistvo življenja. Ne samo lepota, tudi pride težki trenutek in takrat, če je družina skupaj, je vsem lažje. Skratka, pogovarjajte se, življenje je lepo, pa tudi če je kakšen križ malo težji, za vse sije sonce, mi pa, ki verujemo, nam je pa še toliko lažje, kajti imamo oporo v Jezusu Kristusu. Hvala gospodu županu. Mogoče bi nam danes, ko je voditelj srečanja gospod Janez, tudi povedal še kakšno misel tukaj. Gospod župan je povedal tako duhovno, da je župnika čisto zasenčil. Glede, to pa zna. Zato bodimo ponosni, da imamo takšnega župana. Ja. Da ne bom jaz pohvalil vzdušje, ki je on ustvaril, sam je društven hec, bom povedal. Sem sprašval, kaj boš ti, ko boš velik? Je rekel Janezek, jaz bom, ko bom star, bil rad dedi. Zakaj pa? Zato, ker dedi je v penziji, nič ne dela, pa vedno ima denar v žepu. Ja. Jaz sem že v penziji 4 leta, veste to, že 4 leta, da ostali mislim, da ste samo vi v penziji. Ja. In včasih so vprašali, kam bi raj šel? Bi šel raj v penzijo ali v Šicgraben? Veste ženske, kaj je Šicgraben? Streljni jarek. Rekel, jaz ga raj šel v Šicgraben, ker od tam še kdo živ ven pride. Ja. Tudi rekel gospod župan, bodimo veseli, ker mi imamo razloge za veselje. Ker nas je Bog iz ljubezni ustvaril in za ljubezen. In da bi to ljubezen prelivali med sabo. Res, toliko lepega, ko se v rote zapelješ, taka lepe travnike, vse gozdovi, to je vse urejeno. Da bi jaz v Logatcu videl tako travnike pokošene. No, samo tisti travniki so pri nas pokošeni, ki jih kosijo robe. No, ni čisto tako res, ampak da vas malo pohvalim. Sem zelo vesel, da me je Ronko povabil, da sem danes z vami, ker vsako srečanje človeka obogati. In ko srečaš ljudi, veselih obrazov, preizkušenih, jaz sem vedno že kot mlad župnik rad poslušal stare župnike. Zakaj? Ker so iz svoje izkušnje veliko povedali. Zakaj bi moral sam skozi vse kolobocije iti, kot je tako že starejši, nekako opozori, uvede in ti pomaga. Zato bodite prenašalci te kulture, srčne, dobrote, radi imejte vnuke, radi imejte snake. Ja, tako. Tašče, da te rade snake. Ko je Gorenko so vprašali, kako pa kaj ta mlada, je pa rekla,
nam nič rekla. Pa je vse povedala, ne? Je vse povedala. Pravi čas dati mladim možnost, da prevzamejo vlogo, zato ker dokler je človek mlad, ima voljo, ima željo, pobudo ima, inicijativo, ko pa se enkrat trudi, izčrpa, pa nima več. Zato je v slovenskem narodu tudi veliko alkohola. Res? Veliko alkohola, ker človek nima več volje, da bi kaj začel. Dajte mladim v roke, na mladih svet stoji. Ja? Ne se bati. In tudi za vas bodo veliko bolj poskrbeli. Kot je rekel gospod župan, povezujte družino. Družina je raj na zemlji. Srečna družina je raj na zemlji. Tam pa, ker v družini ni razumevanja, en čez drugega, je pa na zemlji že tako, bravo, je pa že pekel, tukaj, ne? Res. In jaz mislim, da imate nebesa v rovtah, v mnogih hišah. Kako? A da ne? No? Če pa ni, pa tako, kot je rekel gospod župan, kar v vrsto pred spovednico. Ne se sramovati, ne? Vsi smo grešniki, vsi, ampak vse na Bog rad. A ja, vse. Vse. Še eno tolažbo vam povem. A veste, kdo je bil prvi v nebesih? A, to je pa težko vprašanje. Razbojnik. Kdo je bil prvi v nebesih? Razbojnik. O, vemo. Kdo je bil prvi v nebesih? Desni razbojnik. Ne Marija. Bog je posod. A to pa je prišel od ljudi prvi v nebesa. Desni razbojnik. Jezus je rekel, še danes boš z menoj v raju. Vidite, Jezus tudi razbojnika prvega vzel k sebi. To je zame velika tolažba. Amen. Znal, jaz bi se poslal, doma me žena čaka nestrpna, kdaj bo mož doma, pa moram jeti. Bi pa predno bi pa povedal, ko smo govorili, kako kraj skupaj drži. Veliko krat mi očitajo, župan, ti daš pa vse v rovte, ampak tle se kukar toliko s predsednikom krajevne skupnosti, pa tudi z župninskim gospodarskim svetom, z gospodom župnikom, dosti hitro domenil nekatere stvari, ki so gospodarskega značaja, tako da se laže naredi. Največji problem, če hočemo nekaj zgraditi, so služnosti. Tako ste videli tamle, ko se je gradil tale vrtec, je bil kup enih težav, pa tudi za ceste. No, zdaj za postovilno vežico smo uspeli, mislim, da bomo v 14 dneh dobili gradbeno dovoljenje, da bomo potem razpisali razpis za izvajalca del, tako da bi letos to začeli, sem mislil, da bo letos že to končano. Kot ste verjetno videli, delamo tudi cesto od Rovt do Podlipe, to ne bi bilo letos končano. Vodovod Rovte, Petkovc, pa Logatec, Kavce, Grčevce, Kovca, Laze, Planina je tudi v zaključni fazi. Za Petkovci, za ta del rovtarski, zdaj tudi rišajo papirje, tako da bomo malo vložili za gradbeno dovoljenje še za sekundarni vod, to se pravi do tega glavnega voda, bomo lahko prekropili posameznim gospodinstvom, gospodarskim poslopjem. Obljubljeno imam 1 200 000 evrov iz Evropskega sklada, upam, da nam bo to uspelo zagotoviti in da bomo. Tam je pogoj, da je voda za več kot 10 000 populacijskih enot, to se pravi prebivalcev, ampak glede na to, da bo Logatec 14 600, ampak da to 10 000 vse skupaj zajame, da bomo to uspeli, tako da bi lahko ta vodovod v
korist teh ljudi, ki živijo na Petkovcu, ki nimajo vode, predvsem tisti, ki so veliki kmetje, ki te vode zelo veliko gre. Skratka, en z drugim lahko naredimo. Še enkrat želim vam lepo se imejte, naj vam sonce vsak dan seje in imejte se radi. Nasvidenje. Hvala, gospod župan. In hvala za vse besede in obisk. Tako lepe besede o vodi smo slišali, ko sem jaz bil kaplan v Metliki, tam so vinorodni kraji. Sem poznal vse zidance. Nekatera gospodinja vprašala, gospod kaplan, a boste pili vodo ali vino? Pa sem rekel, jaz sem žen, ne umazan. Vi pite zdaj. Vino pite, doma se boste pomili. Hvala. A bi mogoče gospod kaplan, gospod Grozno, pozdravljam. Bog pozdravim. Ja, tudi v mojem imenu vas lepo pozdravljam. Sem prvič tukaj, v Rovtah. Ja, pa jaz tudi. Tudi? Kako pa tebi ime? Kako tebi ime? Moj Domen. Domen? Ja. Saj enega da poznam po imenu, ne slej. Tako, moram reči, da so tako lepi pri občutki. Dobar, ne, sam kaj sonca, pa tudi, ko sem se penal iz Zaplane sem bolj gledal okrog kot pa cesto, ker je tukaj lepo vse. Tako da res živite v lepem kraju. Župnika vašega prej nisem poznal, nisem pač... Prej sem bil v dekaniji Škofje Loka, v Železniki sem bil kaplan, tako da sem prišel zdaj med vas za nekaj časa, to mi je jasno. Pri meni je bil na praksi, zato je lepo vzgojen. V Rogatcu sem bil, ja, na praksi sem bil diakon. Sem je tam prvo mašo v bistvu. Po posvečenju, naslednji dan sem je tam v bistvu prvo mašo. Bilo kar ganljivo. Tako da hvala Janezu. Hvala, kaj prej Janez govoril, da je gledal starejše duhovnike, pa se od njih učil, ko se jaz tudi učim. Imam take res lepe zglede starejših duhovnikov, kar rečemo kapa dola, ne? Pa tudi to, kaj je Janez govoril, da predajete to vašo izkušnje pa modrost na mlade rodove. To danes rabijo. Ko od sveta dobijo take smeti, da se zjokajo. Rabijo vaše besede, vaše zglede. Hvala, ker sem med vami in imejte se lepo. Hvala gospodu kaplanu Borisu. Mislim, da je povedal, da je gospod Jože Vrgodovnik tudi nekaj povedal.